Po sprejetih osnutkih proračuna za naslednji 2 leti naj bi za leto 2020 na prihodkovni strani proračun znašal 39,2 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,5 milijona. V letu 2021 je na prihodkovni ravni predvidenih 39,9 milijona evrov ter 40,2 milijona evrov na odhodkovni strani. Moram reči, da smo imeli pri sestavi teh proračunov kar velike težave, kajti želje in potrebe različnih, najprej oddelkov, seveda pa potem tudi krajanov so zelo obsežne, tako da nam je v proračunu za leto 20 manjkalo 10 milijonov evrov, medtem ko za proračun leta 21 pa celih 11 milijonov evrov. Vendar pa smo proračun nekako uspeli uskladiti, in sicer za leto 20 na prihodkovni ravni približno 39 milijonov, no in za leto 21 tudi nekaj takega oziroma blizu 40 milijonov, medtem ko so za leto 20 odhodki večji za približno 2 milijona in približno izenačeni za leto 21. Oba osnutka sta precej investicijsko naravnana, saj je v letu 2020 za naložbe predvidenih 17 milijonov evrov, v letu 2021 pa dobrih 16 milijonov. V načrtu je nekaj večjih investicij. Torej projektov, ki so pomembni in nam pomenijo pravzaprav precejšen odhodek iz našega proračuna, sta seveda projekt nove knjižnice, ki je iz predvidenih 5,5, pravzaprav nekje okrog 5 milijonov evrov narastel na 7,3 milijona evrov, kar pomeni kar precejšno povečanje, seveda dodatno obremitev proračuna. Po drugi strani pa imamo kot večji projekt tudi izgradnjo vrtca na Senovem, ki bo znašal nekje 3,2 milijona evrov. Tako da te dva projekta sta že kar precejšna. Moram pa posebej omeniti tudi, da predvidevamo seveda še vedno precejšno vlagati v cestno omrežje v višini cirka 9 milijonov evrov. Moram reči, da sam proračun je uravnotežen, vendar so pa nekateri projekti, ki vladajoča SLS izpostavlja v svojem programu, se premikajo v prihodnost, na primer bazen, določene ceste niso dane noter projektno oziroma prioritetno, da bi jih bilo že danes mogoče urediti, so pa določeni novi projekti, izpostava novega peš mostu, ki ga pa mislim, da trenutno samo mestno Krško ne potrebuje in da so druge prioritete. In kako je z zadolževanjem? Za leto 2021 občina predvideva zadolžitev v višini 2 milijonov evrov. Poleg tega se vsako leto zadolžuje še pri državni zakladnici za višino sredstev, ki jih omogoča 23. člen zakona o financiranju občin. Gre za povratna sredstva, ki pa niso obrestovana in tudi ne sodijo v kvoto zadolževanja, a jih bo kljub temu treba vrniti. V koncu leta 2020 predvidevamo, da bo naš dolg znašal še malo pod 10 milijoni evrov. Če pa upoštevamo zraven še zadolževanje pri državni zakladnici, pa je seveda to nekaj več kot 11 milijonov evrov v kumulativi. Podobna slika je pa potem v letu 2021, kjer pa je seveda treba upoštevati tudi ta 2 milijona evrov dodatnih zadolžitev, tako da bo naša zadolžitev približno 12 milijonov evrov po letu 2021. Kot je poudaril župan, imajo svetniki do 6. novembra še čas za pripravo pripomb in predlogov na osnutek proračunov za naslednji 2 leti.